ločuješ odpadke tudi ti. Mi dva jih tako narediva nekaj zase in za naše okolje. Ravno nesva star papirov zabojnik. Kam pa gre ta papir? Ne vem, gremo pogledat. Bi lahko zvedela, kaj se zgodi s papirjem pri vas? Vsak dan pridno ločujeva. Seveda. Samo za varnost bomo poskrbeli, vama prinesem čeladi, pa se boste pogledala. Kaj pa je sploh recikliranje? Recikliranje je vračanje starega odpadka v proizvodni proces, kjer iz starega odpada naredimo nove izdelke. Tako iz starega papirja naredimo nov papir. Aha, kaj se tukaj dogaja? Tukaj v ozadju lahko vidite kup kartona, ki ga naši delavci presortirajo na transportnem traku in iz njega izločijo različne vrste papirja, posortirajo po različnih vrstah papirja, izločijo tudi ven odpadke, ki ne sodijo v papir, plastiko, komunalne odpadke in podobno. Pa potem? Ja, potem naprej gre papir po traku v mlin, kjer se papir zmelje, in od tam naprej v stiskalnico, kjer ga zbaliramo v bale. Koliko pa tehta ena takšna bala? No, ena takšna bala tehta približno 1 tono. Koliko dreves pa prihrani? Težko je govoriti o tem, koliko dreves prihrani, ampak približno 3 tone lesa se porabi za pripravo 1 tone papirja. To pa je velika razlika. Velika razlika, še večja razlika je pa v tem, ker prihranimo tudi precej energije. Namreč kaj 64% energije prihranimo, pa 50% vode manj porabimo in še 75% manjše emisije v zrak so zaradi tega. Poglej, kamion bale nalaga, mu slediva? Ja, dajva, hvala vam za vse informacije. Ja, prosim, Adijo. videnje. Nahajamo se v skladišču starega papirja. V tovarno prihaja nekaj v razsutem stanju, nekaj v balah in papir, ki je v razsutem stanju, lahko kar takoj naložimo na transportne trakove, medtem ko papir, ki prihaja v balah, naložimo na ta transportni trak, kjer odstranimo žico, s katerimi so te bale povezane in potem vse skupaj transportiramo v razpuščevalni boben, kjer se s pomočjo kemikalij in vode začne postopek razpuščanja oziroma recikliranja vlaken. Koliko starega papirja pa date v nov papir? To je različno. Pri izdelavi časopisnih papirjev porabimo približno 95% recikliranih vlaken, preostanek so vlakna mesovine, ki jih pridobivamo z brušenjem smrekovega in topovega lesa, medtem ko pri grafičnih papirjih, ki jih tudi izdelujemo, je ta procent starega papirja oziroma recikliranih vlaken nekoliko nižji, ker so to kvalitetnejši papirji in dodajamo nekaj tudi slovenskih vlaken in tudi manjši del celuloznih vlaken. Kako pa star papir pridelate v recikliran papir? V obratu, kjer se nahajamo, samo pripravljamo papirno maso za izdelavo papirja, medtem ko se sam papir izdeluje na papirnih strojih, kjer se različna papirna masa dovaja na sito papirnega stroja, da se formira papirni trak in potem ta papirni trak oziroma papir sušimo in ga na koncu navijemo ter vzdolžno razrežemo na različne širine, seveda po željah kupcev oziroma tiskarn. Zdaj se pa nahajamo v komandni sobi, odkuder se vodi ves proces recikliranja starega papirja. Tule sta noč in dan 2 operaterja, ki skrbita, da stvari potekajo tako, kot morajo. Koliko papirja na dan pa pridelate? V tem obratu na dan predelamo od 600 do 630 ton starega papirja. In približno toliko ga tudi na papirnih strojih vsega naredimo. Zdaj, ko vem zakaj, tudi kako se reciklira papir, bom pa še bolj pozorna pri tem. Ja, res je, na 1000 dreves prihranimo dnevno, če recikliramo papir. V bistvu je gozd ena velika tovarna, ki proizvaja kisik. Recikliraj tudi ti!
papir. Za novo upanje.